Lepo pozdravljeni na Famnit. Moje ime je Rado Pezdir, sem docent na tej fakulteti in zaposlen sem na programu Matematika v ekonomiji in financah, kjer uporabljamo matematične metode za to, da čim bolje analiziramo ekonomske in finančne fenomene v svetu, ki nas obdaja. Žal je danes tole lahko samo posnetek mojega predavanja. Kljub temu upam, da boste izvedeli veliko novih zadev, predvsem pa da boste ugotovili dvoje, da se vam matematiko še kako splača učiti, kajti v matematiki je denar. Matematika nam pomaga, da se izognemo neumnostim in tveganjem. In seveda, da vas naučim neke osnove trgovanja z finančnimi instrumenti. Zdaj, kako bo potekalo danes delo? V prvem terminu bomo šli malo čez teorijo, pogledali, kakšni so pristopi, o čemu pravzaprav govorimo, kaj je investiranje in kaj ni investiranje na borzah. V drugem delu pa bomo pogledali, kako se trguje. Odprli bomo borzno platformo Plus 500 in pokazali osnovne gradnike finančne analize in kako se trguje. Pri tem bomo uporabljali virtualni denar, kljub temu pa bodo vsa borzna dogajanja realna in se bodo dogajala v realnem času z realnimi cenami. Ko začnimo z našim teoretičnim okvirjem. Najprej, kaj ni finančno investiranje oziroma kaj so tipični nategi. Prvi nateg, ki je dosti običajen, predvsem je povezan z trgovanjem na valutnih trgih, na forexih, je piramidna shema. Piramidna shema je ena izmed najstarejših variant, kako iz naivnežev pridobiti denar, pri čemer jim razložimo, da pravzaprav delamo finančno naložbo. Kako taka piramidna shema deluje? Običajno vam povejo, da gre za to, da vplačate svoj vstop v takšno bojda naložbo, potem pa pridobite še več investitorjev. Del denarja teh investitorjev dobite vi kot nagrado, ker ste pridobili nove investitorje. Večji del denarja pa seveda potuje navzgor proti tistim, ki so vas povabili v to vrstno shemo. Tipično taka shema nima pravega proizvoda. Danes vas po Instagramu in YouTubeu zelo nagovarjajo, da morate vplačati neko pristojbino, neka sredstva za to, da vam dajo neki izobraževalni seminar, kjer vas bodo naučili trgovati na borzi ali pa finančnih trgih oziroma valutnih trgih. Pravzaprav vas ne naučijo ničesar razen relativno fantastičnih zgodb, ki grejo v smislu, vložili smo 80 evrov in v tednu dni smo naredili 100.000 evrov. Takšne sheme so nerealne, kajti takšnih donosov ni. Dober investitor je zadovoljen, če v letu dni naredi 10 do 15% donos na svoj vložek. Se pravi, če vloži 100 evrov, da ima na koncu leta pred davki 110 ali 115 evrov. Ta piramidna shema deluje vse, dokler več ljudi vstopi vanjo, kolikor je tistih, ki jih je treba izplačati, in ponavadi je zelo kratkotrajna. Zelo tipične so tudi kriptopiramidne sheme, povezane z novo nastalimi
kriptovalutami, z tako imenovanimi ICO-ji, Initial Coin Offering. Druga shema, ki je na tek, je Pump and Dump. To deluje zelo legitimno, zelo legit vse skupaj, trgujete z ustreznim finančnim sredstvom, vendar pa začnejo posamezniki, ki imajo neko pristransko idejo o tem, kaj bodo naredili na trgu, v nekem trenutku povsod objavljati informacije ali pa plačevati za objavo informacij, da je neka finančna naložba izjemno dobra, zanimiva, podcenjena, da bo dala možnost velikega dobička, hkrati sami začnejo vstopati noter, zunanji opazovalci menijo, da se tukaj na temu finančnemu sredstvu dogaja nekaj posebnega, vidijo, da cena izjemno narašča. Ko cena naraste do neke stopnje, tisti, ki so organizirali Pump and Dump shemo, enostavno vse odprodajo, vi ostanete s finančnim sredstvom, ki ste ga preplačali, oni vam potegnejo denar in tako imenovani balonček, torej napihnjene cene, poči. Tale Pump and Dump je trenutno zelo aktualen v kriptovalutah. Očitno je, da so ljudje, ki so kupili kriptovalute, zdaj tudi tisti, ki napihujejo to ceno in čakajo neko zelo visoko vrednost, po kateri bojo nič hudega slutečim investitorjem vse skupaj prodali, se varno umaknili, investitorji pa bojo utrpeli izgubo. Recimo, tole je preglednica oziroma en graf kriptovalute imenovane Bitcoin od obdobja 2013 do danes, do 2021. To čas merimo na abscisi, na ordinati imate pa vrednosti. Leta 2018 se je na kriptovaluti Bitcoin zgodil en balonček, ki je bil tipičen Pump and Dump. Se pravi, tisti, ki so hoteli situacijo izkoristiti, so najprej kupili zelo veliko bitcoinov, potem so se potrudili, da so plačali vse možne portale na tem svetu, da so obveščali, da je Bitcoin izjemna priložnost. Ljudje so začeli vstopati noter, kupovati Bitcoin, prodajali so ga seveda tisti, ki so ta Pump and Dump organizirali, dokler Bitcoin ni prišel do nekega svojega vrha, ko so večino organizatorjev Pump and Dump prodali zadevo, izvlekli ven dolarje ali evre, ostali so pa ostali z Bitcoinom, katerega vrednost je samo še padala. Tole se trenutno dogaja na Bitcoinu, cena izjemno narašča, obstajajo vsi znaki, da prihaja spet do Pump and Dumpa. Ne samo na Bitcoinih, ampak tudi na drugih kriptovalutah, zato je treba biti pri tem previden. Pravi, izogibajte se takim špekulacijam, piramidnim igram, razmišljajte raje o tem, kako uporabiti matematiko za analizo tega, kaj je primerno kupiti ali pa ne. Ko se odločamo o nakupu, prodaji, kakršnikoli poziciji na finančnem trgu, se odločamo med donosom in tveganjem. Poglejmo, kako razumemo donos in kako razumemo tveganje. Najprej o donosu. Recimo, da kupujemo delnico. Delnica je vrednostni papir, ki vam omogoča, da postanete solastnik podjetja. Če recimo kupite 10% delnic, potem ste 10% solastnik podjetja in do te mere tudi odločate o samem poslovanju podjetja, hkrati pa ste upravičeni do 10% dobička v obliki dividend. Kaj je zdaj donos?
donos je seveda pozitivna razlika med sredstvi, ki ste jih vložili v delnico in sredstvi, ki ste jih dobili po prodaji delnice. Recimo, da rečemo, da je P0 vrednost delnice ob nakupu, torej v trenutku T0. P1 pa vrednost delnice ob prodaji, torej v trenutku T1. Seveda, pozitiven donos bo dosežen, ko bo P1 večji od P0. Pa še dodajmo D, kot dividendo, se pravi delež dobička, ki ga dobite izplačanega, kjer ste proporcionalni solastnik podjetja preko tega, da imate delnice tega podjetja. Pričakovan donos označim za ER. E je expected, R pa return, torej pričakovan donos. Zakaj pričakovan? Zato, ker ne vem, kaj se bo dejansko zgodilo s ceno delnice jutri. Če jo jutri prodajam, torej ne vem, kakšna bo vrednost P1. Moj motiv je seveda, da je P1 večji od P0. Potem je moj prvi del donosa relativna razlika med ceno v prodaji in ceno ob nakupu. To merim v odstotku. Plus del donosa prihaja še od tega, kakšno dividendo sem dobil glede na plačano ceno vrednostnega papirja delnice. Zdaj pa tveganje. Tveganje bi mogli imeti malo več statistike, ki pa jo mislim, da boste imeli v 4. letniku. Tveganje v osnovi kaže, me zanima, kako se razprši cena okoli njenega dolgoročnega povprečja. Bolj se cene razpršujejo, bolj je cena delnice tvegana. Zdaj, tveganje označimo za sigmo, grška črka sigma, ki ponazarja v statistiki standardni odklon. Kako se to izračuna? Počakajte še malo, da pridete do tja pri vaši matematiki. Ko boste prišli pri matematiki do tega standardnega odklona, se pa zelo dobro naučite, ker v razumevanju standardnega odklona je denar. Bolj kot ga razumete, bolj znate razumeti, kaj pomeni tveganje. Zdaj, ta standardni odklon meri odklanjanje cene od njenega povprečja. Tukaj imate od spodaj en graf, ki prikazuje normalno porazdelitev cene delnice okoli njenega povprečja. In odklon, standardni odklon 1 v obe smeri, v plus in minus, zajame na vsaki strani 34,1% vrednosti cene, ki se razprši okoli povprečja. In večji kot so standardni odkloni, se pravi dvakratnik, trikratnik standardnega odklona, večje tveganje je, se pravi cena je dlje od povprečja. Tisto, kar mi zagotovo hočemo, ko gremo na borzo, je minimalno tveganje in na to izračunan donos. Mi si ne želimo nadproporcionalno velikih tveganj z zelo nizkimi donosi. Gremo naprej. Kako naprej razmišljati o donosu? Pred vami imate ceno delnice ameriškega podjetja Tesla. Nekje od njenega samega začetka, ko je začela kotirati, do leta 2020. Ceno delnice ponazarja tale plava linija. Če razmišljam o donosu, razmišljam pravzaprav o trendu. Kako razmišljati pa o trendu? Trend pa dobim, če povežem prvo točko naše linije cene in zadnjo točko linije cene. Dobim tole rdečo črto, ki je očitno naraščajoča. Ta funkcija, tale trend ima pozitiven naklon. Kar pomeni, da je cena v času rasla. To je pa tisto, kar jaz želim. Jaz želim, da je cena ob prodaji višja od cene pri nakupu.
ko razmišljam o donosu, razmišljam o trendu in seveda razmišljam o pozitivnem trendu. Zdaj pa razmišljamo še nekaj več, razmišljamo o tveganju. Spet imam primer ceno delnice podjetja Tesla. Tele dve zeleni liniji, tale zeleni pas pravzaprav, kaže na to, kako se cena v času razprši. Bolj se cena razprši, širši je pas. Manj se cena razprši, ožji je pas. Če mene zanima čim manjše tveganje, potem mene seveda zanima takšna razpršitev cene, da je pas tveganja čim ožji. V idealnem primeru bi rad videl naraščajoč trend in zelo ozek pas nihanja cene okoli tega trenda. Vendar pa, če pogledamo dobro tole našo ceno delnice Tesla, vidimo sledeče, vidimo vzpone, padce, vzpone, padce, padce, vzpone, vzpone. Ja? To nas navede na sledečo zadevo. Ok, jaz že razumem, kako razmišljati o donosu, razumem, kako razmišljati o tveganju, ampak lahko sklepam tudi o tem, kdaj je pravi trenutek za nakup in kdaj je pravi trenutek za prodajo. Glejte, če bi se odločil za nakup, je tole idealen čas. Ja? Tukaj imamo idealen čas za nakup. Zakaj? Ker je cena najnižja, potem pa samo še narašča. Če bi v tem trenutku prodal Teslo, bi seveda zaslužil tole celotno razliko v ceni. Seveda, obraten primer pa je, če se nahajam na vrhu cene, potem pa cena začne padati. To mi bo naredilo izgubo. V tem trenutku bi bila moja optimalna reakcija, da prodam tole mojo delnico. Se znedim, vzamem denar in investiram v nekaj drugega. Mene zanima, kako se spreminjajo trendi, kako gre trend iz pozitivnega v negativnega in kako gre trend iz negativnega v pozitivnega. Kajti to so trenutki nakupa in prodaje. Zanima me torej tisto, čemer v finančni analizi rečemo momentum ali sprememba trenda. Tukaj bo mogla biti izvršena prodaja, kajti vrednost delnice Tesla pada. Tukaj je smiselno izvršiti nakup, kajti vrednost delnice narašča. Dobro, kaj smo do zdaj naredili? Najprej smo pokazali, kaj so prevare in sheme. Tega se bomo mogli izogniti. To bomo mogli prepoznati, ko bomo šli na finančne trge. Potem smo začeli razmišljati o tem, kaj nas motivira, ko vstopimo na finančne trge. Ugotovili smo, da dve stvari. Donos čim večji, tveganje čim manjše. In smo se vprašali, kaj če pogledamo eno tipično gibanje neke delnice, ki kotira na borzi, kako potem razmišljamo o donosu, tveganju in seveda o spremembah trenda. In tudi to smo pokazali, kaj je trend, kaj je tveganje in kaj je momentum ali sprememba trenda. Zdaj se moramo pa vprašati sledeče. Ali obstaja kakšna stabilna metodologija, s pomočjo katere lahko relativno enostavno analiziramo dogajanje na borzi in ugotovimo, kakšen je trend, kakšno je tveganje in kakšna je sprememba trenda, zato da se lažje odločimo, ali konkretno delnico kupimo, ali jo prodamo, ali pa nič od tega pustimo v svoji naložbenem portfelju, toliko časa, dokler ne pridemo do druge odločitve. Izkaže se seveda, da obstajajo različne vrste metodologij, ki jih običajno obravnavamo skupaj. Pokažimo jih. Imamo
tehnično analizo, fundamentalno analizo, kvantitativno analizo in news trading. Ko bomo šli mi na plus 500, se bomo ukvarjali predvsem s tehnično in fundamentalno analizo, kajti kvantitativna analiza zahteva nekaj več uporabe matematike, ki se jo naučite na fakulteti. News trading je pa relativno draga metodologija za analizo. Pojasnili bomo pa seveda vse s poudarkom na tehnični in fundamentalni analizi. Poglejmo najprej tehnično analizo. Tehnična analiza temelji na eni enostavni predpostavki. Če imamo na voljo vse zgodovinske podatke o gibanju cene delnice, potem lahko ugotovimo, kaj se bo z delnico dogajalo. Lahko naredimo neko predvidevanje. Seveda, prihodnost je negotova, zato nam ni jasno, kaj se bo dejansko v prihodnosti zgodilo, ampak čim več informacij dobimo iz indikatorjev s pomočjo tehnične analize, bolj jasno je, kakšna prihodnost nas lahko čaka. Zdaj, kaj je težava te naše tehnične analize? Težava je precej enostavna. Če nekaj analiziramo na zgodovinskih podatkih, potem to zagotovo pove samo to, kaj se je zgodilo v zgodovini, ne pa kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Vendar je tehnična analiza zelo razširjena v tem trenutku, ko tole razpravljamo. Na svetu tisoče borznikov uporablja ravno te indikatorje tehnične analize, ki jih bomo pokazali. In če je temu tako, potem oni določajo trgovalno realnost, kar pomeni, da vendarle te indikatorji, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih, prinašajo ustrezne informacije, po katerih se trg orientira v temu trenutku, torej v realnem času. Še nekaj par izrazov bomo povedali. Fajn je, da se pogovarjamo tako, kot se pogovarjajo borzniki, če že analiziramo borzo, in sicer kot prvo pokazali bomo samo nekaj indikatorjev za vsako zadevo, ki jo bomo analizirali več. Pokazali pa bomo tiste, ki so najbolj tipični in se največkrat uporabljajo in so tudi najbolj enostavni za razumevanje. Vedno, ko trgujemo z uporabo indikatorjev, uporabljamo vse vrste indikatorjev, ne zožamo se samo na eno vrsto indikatorjev, kajti potem bi izgubili ustrezne informacije, s pomočjo katerih lahko zanaliziramo primerno naše pozicije v vrednostne papirje. Ko rečem long, to pomeni, da je naša pozicija nakup. Ko rečem short, to pomeni, da je naša pozicija prodaja. Poglejmo prvi indikator in to bo indikator trenda. Indikator trenda je drseče povprečje. Kako izračunati drseče povprečje? Navadno povprečje znate izračunati. Recimo, da ima trgovalni teden, ima trgovalni teden na borzi 5 dni. Če me zanima povprečna cena, recimo delnice Tesla v teh 5 dnevih, dobro veste, kaj naredite. Cene ob zaključku trgovanja seštejete, se pravi za vsak dan, in delite s 5 in že dobite povprečje. Če pa želite drseče povprečje, potem pa sledite izračunu tako, da ko nastopi nov trgovalni dan, vključite nov ponedeljek, izključite ponedeljek in delite s 5. Potem nastopi torek, vključite nov torek, izključite torek in delite s 5. Se pravi, povprečje premikate, kakor se premikajo dnevi. Zdaj, velja sledeče. Drseče povprečje prinaša signali zgodovine. Koliko naj bi bila cena, glede na zgodovinske podatke, preračunane v obliki trenda. MA je drseče povprečje in izhaja MA iz moving average. Zdaj, tržna cena je pa označena S kot price.
velja sledeča strategija, ko je trenutna cena večja od drsečega povprečja. Ko je tisto, kar se dogaja na trgu, nad tistim po vrednosti, nad tistim, kar bi dala zgodovina, in rečemo, da premagujemo zgodovino in gremo v nakup. In obratno, ko je cena pod povprečjem, pod drsečim povprečjem, pravi zgodovina, da bi morali dobiti več, kolikor nam trenutno da trg, torej delnice ne kupite ali greste po pozicijo short, torej jo prodate. Zdaj, koliko dolg je ta izračun trenda, tipične vrednosti 10, 15, 20, 50, 200 dni? To je zelo težko povedati. Morate imeti malo občutka, videti, kaj je dovolj dolga zgodovina, da še vpliva na gibanje same cene delnice. Imamo pa še drugo strategijo z drsečimi povprečji. Pogledamo kratkoročne in dolgoročne trende, ki so izračunani kot drseča povprečja. Tukaj imamo na primer MA10 pa MA50. MA10 je kratkoročna zgodovina. Zgodovina, ki zajema samo zadnjih 10 dni. MA50 je dolgoročna zgodovina, zajema 50 dni. Če je kratkoročni trend nad dolgoročnim trendom, to pomeni, da zdaj v tem kratkem obdobju premagujemo zgodovino. Ta cena konkretne delnice je v nekem pozitivnem trendu, ki premaguje zgodovinski dolgoročni trend, se pravi, je močna, narašča, ima neko silo v gibanju, grem v pozicijo long, nakup. Ko je kratkoročno drseče povprečje pod dolgoročnim povprečjem, to pomeni, da je kratkoročni trend pod dolgoročnim trendom. Se pravi, da ne premagujemo zgodovine v tem trenutnem kratkem obdobju, ampak zaostajamo za zgodovino. To pomeni seveda pozicija short. Če gremo hitro na graf pogledati, spet imamo tole našo Teslo, ki je plava linija, plava trajektorija in rdeč trend. Se pravi, kjerkoli je cena prehitevala zgodovino, so bila področja nakupa. Kjerkoli je cena zaostajala za zgodovino, za trendom, pa so področja prodaje. Drseče povprečje je tipičen indikator trenda. Zdaj pa nam manjka, zdaj pa naslednji korak in sicer moramo ugotoviti, kakšen je indikator tveganja. Indikator tveganja se imenuje Bollingerjev pas. Bollingerjev pas zajema standardne odklone. Tipična vrednost Bollingerjevega pasu je, da bo predpostavil, da se cena odklanja plus minus 2 standardna odklona od njegovega povprečja. Seveda, podatkovna dolžina, na kateri je izračunan Bollingerjev pas, je 10 dni, tipična zgodba. In gre za drseče povprečje, po katerem je izračunan trend, okoli katerega se odklanja ta cena. Zelo enostavno trgovanje z Bollingerjevim pasom, pa zelo popularno. Če se trajektorija cene dotakne zgornjega Bollingerjevega pasu, je delnica precenjena in gremo v prodajo. Če se dotakne spodnjega Bollingerjevega pasu, je cena delnice podcenjena in vstopimo v nakup. Tukaj imamo en primer, recimo, da so te dve rdeči liniji Bollingerjeva pasova. Zdaj, kadarkoli se trajektorija cene dotakne spodnjega Bollingerja, nakup, kadarkoli se dotakne zgornjega Bollingerja, prodaja. Seveda to ni 100% zadeva. Zgodi se, da se Bollingerjevi pasovi razširijo, da se cena sprehaja kar nekaj časa po zgornjem robu Bollingerjevega pasu
torej, da še ni trenutek prodaje, še vedno cena narašča. Kaj se točno dogaja, je treba preveriti z uporabo ostalih indikatorjev, in da smo že prej imenovali deseče povprečje. Poglejmo, kdaj so trenutki preloma trenda in kako vstopati v trgovanje. Zdaj, indikator momentuma je tako imenovan indeks RSI, Relative Strength Index, ali indeks relativne moči. Indeks kot indeks, mogoče ste ga že spoznali, ampak hmalo ga boste, če ne ga boste zelo hmalo pri vaši matematiki, takrat se ga le naučite, ker spet noter je malo, zelo očitno. Indeks je razprši svoje vrednosti med 0 in 100. Okay? In velja nekaj, če je vrednost indeksa 50, potem v gibanju cene ni pravega trenda, se pravi, videli boste več ali manj eno izravnano linijo. Če indeks preseže vrednost 70, to pomeni, da je cena delnice precenjena. Greste proti balončku, bežite ven, prodajte, pejte v pozicijo short. Če je vrednost RSI nekje okoli 30, to pomeni, da je delnica podcenjena in da se razplača kupiti, ker se pričakuje prelom trenda iz negativnega v pozitivnega, torej pejte v pozicijo long. Zdaj, te vrednosti 30-70 so tipične. Lahko razširite ta pas na 20-80, ampak morate pač analizirati za uporabo vseh ostalih indikatorjev. To so bili tipični tehnični indikatorji, ki temeljijo samo na zgodovinskih podatkih. Zdaj pojmo pa na drugo vrsto metodologije, ki jo vedno komplementarno upoštevamo, ko analiziramo delnice ali kjerkoli druge finančne instrumente. Se pravi, imamo zdaj tehnično in fundamentalno analizo in vedno delamo skupaj. Kaj pa fundamentalna analiza pravi? Pravi pa, vrednosti papirji, delnice, obveznice, to vse izhaja iz podjetij. Bistveno je razumeti, kako je podjetje dobro. Čim boljše je podjetje, večji ima dobiček, večja bo dividenda, bolj zaželjena bo ta delnica, ljudje bojo bolj povpraševali po njej in dvignili bojo ceno. In boste dobili obe vrste dobičkov, in na dividendo in na višjo bodočo ceno. Poglejmo nekaj najbolj tipičnih indikatorjev. Najprej donos na dividendo, ki smo ga že spoznali. Dividenda volumnjena z ceno. Tole povem, če kupim 1 evro delnice Tesle, koliko dividende dobim. Če bi bilo na primer 10%, 1 evro vloženega v delnico Tesle mi da 10 centov dividende. Višja je ta številka, boljša je delnica v smislu tega, da je interesantna za nakup. Kako trgujemo z donosom na dividendo? Uporabimo zgodovinska povprečja. Tukaj imate en graf, donos na dividendo za ameriški borzni indeks S&P 500, na abscisi imamo leta, na ordinati imamo odstotke. Tale plava trajektorija kaže posamezne vrednosti donosa na dividendo za celo množico S&P 500. Rdeča linija je pa dolgoročno povprečje, ki je okoli 5%. Kadarkoli donos na dividendo prehiteva zgodovinsko povprečje, smo v fazah nakupa. Kadarkoli donos na dividendo zaostaja pod zgodovinskim povprečjem, se pravi, ko je plava linija pod rdečo, pričakujemo, da so to pozicije short, torej prodaje. Naslednji fundamentalen indikator, strašno popularen, praktično vsi borzniki ga vedno uporabljajo, vsi poslovneži, ekonomisti, kdorkoli skozi je vedno prva stvar, ki vam jo povejo, ko je govor o kakšnem podjetju ali pa delnici. Kaj je P skozi E?
P je tržna cena, E je pa zaslužek na delnico. Se pravi, razmerje med tem, kaj da trg, P, okay, in kaj pravijo fundamenti poslovanja podjetja, to je pa koliko dobička zgenerira ena delnica. Obstaja ena zelo taka tipična razvrstitev vrednosti P skozi E, pri čemer vsak element razvrstitve, vsak rang pojasne, kakšno pozicijo zauzema. Če je P skozi E med 0 in 10, rečemo, da so delnice ali podcenjene ali pa da je podjetje v težavah. Zdaj, kaj točno od tega je, ne? Če so podcenjene, grem v long, če je podjetje v težavah, grem v short. Kaj točno od tega dvojega je, pa seveda stvar tega, kaj se v podjetju dogaja, moramo malo googlati, pridobiti informacije. Če je P skozi E med 11 in 17, se delnice trgujejo po pošteni ceni. Če je P skozi E med 18 in 25, so delnice bodisi precenjene ali pa gre za izjemno hitro rastoče podjetje. To je treba preveriti. Velja, ko je P skozi E nad 25, so delnice v balončku. To seveda pomeni, da se izognite, da vam balonček ne toči v obraz, ker potem boste požrli izgubo. Zdaj, P skozi E ponavadi primerjamo znotraj panoge, ne? Če gledam od Coca-Cola P skozi E, pa moram pogledati od Pepsi P skozi E. Pa pogledam to v času. Nekatere panoge vsebujejo zelo visoko in hitro rastoča podjetja. To so recimo visoko internet podjetja, tehnološka podjetja, podjetja, kot so na primer Amazon, Tesla, Facebook, Twitter, vsi bojo imeli P skozi E večji od 25. To bi po naši razvrstitvi pomenili, da so delnice v balončku, vendar pa ne, to ne drži, ker je panožna zakonitost taka, da je P skozi E sam po sebi visok. Torej, previdnost, ko sklepate s pomočjo kazalca P skozi E. Takole imamo časovno razporeditev vrednosti P skozi E za S&P 500 med letom 1988 in 2010. Kako v času trgovati P skozi E, seveda na podoben način kot donosu na dividendo, primerjate z dolgoročnim povprečjem, poleg tega, da primerjate znotraj panoge. Še en kazalec fundamentalne analize ROE, to je spet zelo pomemben kazalec v financah, podjetništvu, ekonomiji. ROE stalno poslušate ravno tako kot P skozi E. To je return on equity, donosna lastniška sredstva. Donosna med drugim tudi, če hočete, delnice. Kaj tale naš ROE pove? Takšen del čistega dobička odpade na 1 evro delnice. NI je čisti dobiček, net income, E je equity oziroma delnica. Recimo, če bi bila vrednost 10%, bi pomenili, da 1 evro delnice naredi 10 centov čistega dobička. Kako z ROE trgujemo? Zelo enostavno, višje, bolj primerna je naša izbira, glede na ostale delnice, ki so na voljo. Recimo, tukaj imam Coca-Cola, Amazon, Walmart, od 2002 do 2011, vrednosti za ROE. Če pogledam Coca-Colo v 2011, je vrednost ROE 27,1%, kar pomeni, da je 1 evro vložen v delnico Coca-Cole, generiral 27,1 evra dobička tega podjetja, kar pomeni, večji je dobiček, večja je tudi vaša dividenda, to pa vas motivira pri nakupu. Zdaj, če se postavim v leto 2011, imam na voljo Coca-Colo, Amazon, Walmart in upoštevam ROE kot indikator odločitve, je seveda Coca-Cola najbolj primerna izbira, saj je njen ROE daleč največji. To je malo površno narejen,
Mogo bi imeti podjetja v isti panogi, recimo Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew. Ne bi mogel imeti industrije pijač, internetne distribucije, pa običajne trgovinske distribucije, kar bolj malo je. No, kvantitativna analiza gre malo bližje k realnosti, predpostavlja, da razumemo, da je svet negotov, se pravi, not pride verjetnost, not pridejo naključna gibanja, noter pride dinamika, čas se spreminja, ni statično, tako kot v naši fundamentalni pa tehnični analizi. Dobimo zelo zapletene matematične modele, s katerimi hočemo kar najbolj kompleksno zapreti našo analitično zgodbo, da nam da, kaj se da najboljše predvidevanje. To bomo zaenkrat pustili ob strani, ker realno vam manjka še kakšen let matematike, ampak verjemite mi, tisti let matematike, ki vam manjka za to, da bi delali kvantitativno analizo, je tudi tisti let, ki je zelo zapleten, ampak zaradi tega, ki je zelo zapleten, ima strašen donos na borzi. Če enkrat štekate matematiko, ni problema obračati denarja na borzi. Okay? En primer tega, kaj delamo na naši fakulteti, uporabili smo Brownovo gibanje, to je neke vrste naključni sprehod naše spremenljivke. Naša spremenljivka je bila cena delnice Facebooka. Poskušali smo napovedati, kakšne bodo prihodne cene delnice in seveda preko tega napovedati, da bomo kupili delnico ali ne. Tukaj imate graf dejanske in napovedane cene. Napovedana cena je tale oranžna linija, dejanska pa je plava linija. Značilnost tega našega Brownovega gibanja je, da da napoved, ki je dobra samo za naslednji trenutek, vsaka napoved dalje je nekaj slabša. Ja? Koliko uspešni smo bili, kakor vidite, tukaj imam povzeto razliko, graf odstopanja napovedane cene od dejanske. Na začetku v prvih dveh korakih smo bili še kar v redu. Najprej smo skoraj zadeli ceno, v naslednjem koraku smo jo malo podcenili, potem pa se je začela sprememba povečevati. Kar za nas ni bilo presenetljivo, ker smo vedeli, da ta metoda lahko napove samo en korak naprej dobro, sicer se pa v naslednjih napovedih začne hraniti tistim, kar smo že mi imeli kot napoved, kot umeten podatek, prav, da se je realnost vse bolj oddaljevala. Ampak to je možno, napovedovati prihodnost, pod narekovajih, z zelo zahtevnimi matematičnimi metodami je izvedljivo in je naša dobra orientacija za to, kaj bi lahko mi na borzi naredili v naslednjem trenutku z delnico Facebooka. Če bi jo kupili, bi bila zadeva dejansko dobra, ker vidite, da so celo nižje cene najprej, kot so v realnosti. Mi bi sklepali, da bo šla cena še malo dol, do še malo nizke korekcije in bi šli dobro skozi. Potem je pa še zadnja zadeva se pa imenuje news trading, to je pa trgovanje s pomočjo novic. Kako to deluje? Dajmo enostaven primer. Ameriški urad za statistiko vsak tretji petek v mesecu objavi podatke o zaposlenosti. Zdaj, večja je zaposlenost, več prihodkov bodo imeli podjetja. Več prihodkov bodo podjetja imela, večji bo dobiček, večja bo dividenda. Večje bodo dividende, bolj bo ta delnica popularna, večje bo povpraševanje in posledično bo višja cena. Prav, podatek o tem, da se zaposlenost poveča, je pozitiven. In če vem, da je ameriški statistični urad dal pozitivno novico ven, jaz enostavno kupam delnice. Kupam delnice ali pa naprimer borzni indeks, ker vem, da se bo v povprečju zadeva dvignila, ker je novica pozitivna. Zdaj, jaz imam pa vseeno malo en problem, ko
ko rečem, da je ta informacija objavljena, je objavljena na največjem borznem portalu, spletnem finančnem portalu na svetu, bloomberg.com. Od tistega trenutka, ko je na Bloombergu objavljena informacija, imam povprečju nekje 6 do 10 mikrosekund, da izvedem nakup delnice, realiziram ta hitri dvig in potem moram takoj prodati. Pol bo cena delnice se že stabilizirala. To pa pomeni, da ne moram na roko natipkati ukaze in reči kupi, pa pol čez 6 mikrosekund prodaj. Enostavno ne gre. To pomeni, da moram imeti robota in robotsko trgovanje. Robot bo tako deloval, da bo prepoznal informacijo objavljeno na Bloombergu kot pozitivno ali negativno in bo glede na to enostavno izvedel trgovanje. Imam pa še en problem, če gre za ameriško borzo, bo seveda signal o nakupu, čisto tehnično gledano, dlje potoval do New Yorka ali pa Chicaga, kot signal od tistih, ki so že tam. Zato bom mogel zakupiti strežnik v bližini newyorške ali pa čikaške borze. In to bo tudi stalo nekaj evrov. Zaradi tega z trgovanje z novicami ni izvedljivo, ker je prehitro in predrago. Je neka zanimiva zadeva. Morate pa vedeti tudi to, da se novice včasih, da se cene včasih ne obnašajo tako, kot bi mislili, da bi se, glede na novice, ki so takšne in drugačne. Lahko je pozitivna novica, pa cena pade. In potem v 6 mikrosekundah izgubite precej denarja. Dobro, tole je naša teorija.